Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Goriškemu teologu škofu Antonu Mahniču pripisujejo nekateri glavne zasluge, da je konec 19. stoletja na slovenskem ozemlju prišlo do delitve duhov, na ločitev na leve in desne, ki so dosegli vrhunec v drugi svetovni vojni. V 20-letni zgodovini samostojne Slovenije smo bili priča delitvi na pomladno desnico in tranzicijsko levico, ki sta se obe radi opirali na dediščino zgodovinskih dogodkov. Zdaj smo po volitvah priče ponovni delitvi, sodeč po zadnjih težkih besedah z obeh strani bi lahko rekli, da smo vsaj v verbalni vojni. O tem, o volitvah, po volivnih prepirih, sestavljanju koalicije in položaju Slovenije nocoj z eminentnimi gosti, gospodom Lojzetom Modetom, nekdanjim ustavnim sodnikom, gospodom Lovrom Šturmom, predsednikom Zbora za Republiko, z gospodom Jožetom Pirjevcem, zgodovinarjem Ivanom Štohecem, teologom in filozofom morale, z gospodom Igorjem Bavčarjem, politikom in gospodarstvenikom, z gospodom Jocom Pečečnikom, poslovnežem Matjažem Ganterjem, direktorjem ali pa predsednikom uprave KD Group. Dobro večer vsem skupaj, pa bi mogoče najprej začel malo provokativno. Ameriški general Martin Dempsey je v luči finančne krize v Evropi, ki se je pravzaprav razbesnela, zaskrbljen zaradi potencialnih državljanskih staj na stari celini. Govori se celo, da bi morale ZDA intervenirati v tem primeru, pa bi mogoče gospod Pirjevec vas vprašal, ali so to zlovešče napovedi realne ali ne? To so čiste ameriške neumnosti. Tako da tega se jaz ne bojim. Bojim se drugih problemov seveda, ampak da bi prišlo do kakšnih državljanskih spopadov ali kaj takšnega, ne verjamem. Ne verjamete, v Sloveniji mislite, da to ni realno? Ne. Zdaj, če pogledamo recimo zadnje besede, povezane predsednika vlade oziroma bodočega predsednika vlade Zorana Jankovića, ki je v luči pisma oziroma zapisa na SDS-ovi strani dejal, to je tisto, kar je najbolj žalostno, in ta govor, ki je po mojem vzrok za ta zapis, ki je prišel strani SDS, ima elemente rasizma, da ne rečem kakšne hujše besede, mogoče tudi elemente fašizma. Zdaj, danes na spletni strani SDS-a odgovarjajo, že samo poimenovanje stranke po liderju Jankoviću namreč povsem mogoče vsebuje močne simbolne elemente fašistične oziroma nacionalistične miselnosti. Kaj pravite na tomu, gospod Ude? No, potem bi to veljalo tudi za Gregorja Viranta, ki je tudi njegova lista poimenovana po njegovem imenu. Tako da to naslavljanje na ta način je nesmiselno, je bilo pa nujno, ker če ne se te dve skupini ne bi mogli identificirati, ker sta prepozno ustanovili stranke in potem ni preostalo drugega, kot da sta liderja obeh strank v imenu. Lista Zorana Jankovića, Pozitivna Slovenija. Lista Gregorja Viranta, nimajo po sebi, te dve stranki nimata prav nobenih fašistoidnih tendenc. Gospod Bavčar, kaj pa vi pravite na te težke besede, ki so bile izrečene po volitvah? Mislim, da gre za pretiravanje, ki je po svoje zameglilo v tem povolilnem času ta ključni problem, ki ostaja in zadeva čimprejšnje formiranje vladne koalicije in vzpostavljanje efektivne oblasti. Čeprav si seveda ne delamo iluzij, da bi to bilo mogoče takoj storiti, še nobene vlade v Sloveniji nismo dobili v času po letu 90, prej kot v 45 dneh, in tudi tu ne pričakujem, da bo ta proces kaj dosti krajši. To se pravi, tem zapisom povolilnim ne pripisujete kot nekega uvoda v neke hujše, bi rekel, konflikte v Sloveniji? Ne, sploh pa ne v luči tega, kar ste uvodoma prebral iz strani, bom rekel, ameriškega generala, če sem vas prvo razumel, ker ne poznam te izjave. Čeprav bi rekel, da on je predsednik Združenega štaba oboroženih sil. Če je predsednik Združenega štaba, to je visoka sarža v ameriškem sistemu.
Rekel pa bi, da je možnost konfliktov in tudi vojnih konfliktov pravzaprav prvi napovedal francoski predsednik Sarkozy in je direktno omenjal to evropsko zgodovino, ki se ne sme ponoviti in zaradi katere je potrebno v teh kriznih razmerah najti rešitve. Tako da ne bi pritrjeval tistim, ki seveda ne napovedujem vojne in vojaških konfliktov, ne bi pa, bom rekel, popolnoma izključil možnosti, da bi ta kriza prerasla tudi v kakšne druge oblike. Zdaj, gospod Šturm, na spletni strani SDS-a se je torej pojavila ta analiza volilnega telesa Zorana Jankovića, ki ugotavlja, da so ga volili novi državljani s tujim naglasom in trenirkah. Zdaj, zaradi tega je že prišlo do preiskave kriminalistične. Po drugi strani pa vi pravite, da to ni sovražni govor. No, gledajte, še prej bi se odzval na mnenje, kaj pomenijo nove liste, ki so poimenovane po osebnih voditeljih. Moram reči, da sem vendarle nezadovoljen s tem pojavom, do katerega je prišlo v Sloveniji, kajti izkušnje 20. stoletja so pokazale tako na evropskem kontinentu, kot tudi recimo v Južni Ameriki, da lahko pogosto pride do takih pojavov, ko neko gibanje se identificira z nekim vodjem, ki mu stoji na čelu. In zgodovina je pokazala tudi to, da običajno potem za takšnimi voditeljimi in za njihovimi političnimi gibanji ostane pogorišče. Zato ne morem navdušenjem sprejeti tega pojava pri nas, nisem mu naklonjen. Najbolj me pa skrbi to, da je velik del slovenskih volivcev to sprejel kar z nekim navdušenjem. To me pa skrbi. Če bi se taki pojavi nadaljevali vnaprej, bi bilo to lahko izjemno zaskrbljujoče. Bil bi zadovoljen, če bi zdaj, v tem trenutku, ta personifikacija in to izstopanje osebnih voditeljev na mesto vodij teh strank, če bi to zelo hitro vstopilo v ozadje in da ljudje ne bi strank poimenovali po voditeljih, pa še to, veste, bi rad dodal, Ustavno sodišče, na katerega se je treba sklicevati, je v svojih odločitvah že večkrat povedalo, da so prav parlamentarne stranke, torej politične stranke, nepogrešljiv in bistven sestavni del svobodne demokratične družbe in s tem tudi ustavne demokracije. Zdaj, gospod Štohec, kaj pravite? Mislim, pojavljajo se pač različne v bistvu komentarji oziroma zapisi, da je načelnik Velike Kladuše dejal, da naj glasujejo za Jankovića, oziroma da bodo tisti, ki ne bodo volili Jankovića, izgubili državljanstvo oziroma da bodo izgubili pokojnine. Po drugi strani danes zopet vidimo na spletni strani SDS dve pismi, s katerimi naj bi Janez Stanovnik in Emil Škrl izvajala negativno propagando proti njihove stranke. No, kar zadeva te propagande, negativne propagande, ki temelji na strahu, se mi seveda zdi čista neumnost, ker pravna država je v demokraciji zakon in nobena stranka si ne more kar tako privoščiti spreminjati take zadeve. Tako da taka propaganda, če je bila, jaz ne vem, če je bila, nisem tega sledil, na ta način je bila izjemno primitivna. Bi pa, če smem, reagiral tudi na sam pojem fašizma. V Sloveniji se to tako lahkotno uporablja, kakor da vse, kar ni levo, je fašistoidno in fašistično. Imamo klerofašizem, imamo takšne in drugačne fašizme, tu imamo zgodovinarja. Jaz, koliko poznam zgodovino, na Slovenskem fašizma v pravi obliki nikoli ni bilo, ker ga ni moglo biti, ker Slovenci so bili antifašisti. Posebej Primorska je bila izrazito antifašistična. Ampak so pa nekateri delovali, veste, sodelovali s fašisti. Dobro, zdaj to je vprašanje, kakšno sodelovanje je bila, to je lahko neka druga debata, ampak pojava fašizma kot družbenega pojava, z vso scenarijo, ki jo potegne za sabo to, tega na Slovenskem nikoli ni bilo in ga tudi danes ni.
in operiranje s tem izrazom na tako lahkoten in poceni način me skrbi. In sem seveda odločno proti takim etiketam. Če že primerjamo terminologijo tega, kako se piše Majer, ali kaj je že bil, ki je na SDS-ovi strani objavil svojo analizo, tista terminologija je neprimerno bolj mila, kakor pa reakcije, ki so se zgodile na to pisanje. Reakcije so bile od samega vrha slovenske politike orkestrirano speljane v nekaj urah. Mislite na poziv predsednika države? Ja, predsednik države, varuh človekovih pravic, gospa Pucerjeva, mediji, kao neke demonstracije. Jaz sem 5 minut po demonstracijah šel mimo Prešernovega spomenika, nisem videl dobene 100-glave množice, ampak par 10 ljudi je tam demonstriralo. Tako da vse to je bilo tako napihnjeno in orkestrirano, da ne govorimo o tem, da nekateri so že prej pozivali k pozornosti, čez zdaj, ko ni Jelinčiča, bo pa SDS postala neke vrste nacionalistična stranka. Tudi določena samozavest slovenstva se takoj opredeljuje kot neke vrste nacionalizem. In s tem se nikakor ne morem sprijazniti. Jaz mislim, da prva stvar, ki je, moramo svojo domovino in svojo nacijo spoštovati, ceniti, imeti tudi dovolj samozavesti. Na vse zadnje smo si svojo državo izborili, tudi z žrtvami in s krvjo, in kar tako se odpovedovati tudi svoji domovini, nacionalnosti in vrednotam, ki so s tem povezane, in takoj zapasti v neke take pojme, ki skušajo to diskreditirati, to je zame popolnoma nesprejemljivo. Dobro, kako pa gospod Pečečnik pa gospod Gantar vidva gledate na to, da smo praktično iz neke debate predvolivne, kjer je beseda v glavnem tekla o položaju Slovenije, o programih, o reševanju gospodarske situacije, zdaj naenkrat padli zopet na neko ideološko polje? Izvolite. Torej, jaz bi se prvo vrnil k izjavi ameriškega generala, ki se meni zdi čisto samoumevna, ne glede na to, da je v Sloveniji moda, da vse, kar iz Amerike pride, se skritizira na prvo nogo. Dejstvo je, da se v Evropi pojavlja vse več desno usmerjenih nacionalističnih teženj, tako v Nemčiji proti Turkom, tako se pojavlja po širni Evropi, ki je praktično zadnjih 15 let zagovarjala tezo o enakosti narodov v Evropski uniji, kar pa se zdaj, ko je prišla socialna in finančna kriza, se mi zdi ta politika spreminja, ker se mi ne zdi prav. Nekako smo bili vsi podvrženi temu, da se združujemo v okviru tega velikega evropskega teritorija, zdaj pa imamo občutek, da smo spet naredili korak nazaj in vsak išče, kako bi pobegnil na svojo stran in se suvereno boril za svoj košček države. Če to zdaj prenesem v Slovenijo in na zadnje dogodke okoli nesrečne interpretacije ali pa namenske interpretacije tega pisma na strani Socialdemokratske stranke, bom rekel tako, da sem jaz delo Socialdemokratske stranke v zadnjih mesecih zasledoval in ga zelo spoštujem. Mislim, da so bili stranka, ki so najbolj pripravljeni vstopili v volitve, imeli so najboljši program in kot stranka se mi zdijo tudi najbolj organizirana stranka. Zato so me s tem povolitvenim manevrom, moram reči, dokaj razočarali. Jaz moram poudariti, da jaz res politično nisem opredeljen, morda zato, ker me noben še ni prepričal in zdaj čisto govorim v svojem imenu moje stališče. Mislim pa to, kar se dogaja trenutno okoli Zorana Jankovića, se mi zdi, da to ni odraz SDS-a in da je to v bistvu neke vrste slab manever te stranke. Zoran Janković je po nacionalnosti Srb, rojen je v Srbiji, svoje socialno okolje ima v Sloveniji in Slovenci so ga izbrali za zmagovalca in dobil je največje število glasov. Njegova zmaga pomeni največji demokratični simbol te države. Tako kot imamo Bosmana v Piranu, tako imamo Jankovića v Ljubljani in ne glede na njegovo usmeritev, morda na njegovo nepripravljenost za vodenje države v tem trenutku,
je on izvoljeni zmagovalec. In vsi takšni poskusi razvrednotijo temeljne principe demokracije v naši državi in mislim, da žalijo narode, s katerimi mi živimo že kakšnih 40-50 let skupaj, predvsem pa Slovence zopet porivajo v neko stališče, kjer se na eni strani razdvajamo sami med sabo na leve in desne, kot smo se leta 1945, in razdvajamo se na južne in na prave Slovence, kar se meni zdi za ta obdobje res nesprejemljivo. Mi moramo se zavedati, da smo Slovenci najbolj nacionalistična država v Sloveniji. To kaže tudi čistost našega naroda. Mi nismo strpni do tujcev. To je odraz tujih investicij v Sloveniji. In če bomo tako nadaljevali, bom kar podesno rekel, Bog pomaga nam. No. To je moje mnenje. Dobro, izvolite, gospod Gantar. Takoj bo... Na vprašanje, ki ste mi ga takrat zastavili, nisem utegnil sploh še odgovoriti. Izvolite, če dovolite sam gospodu Gantarju, še dam besedo, pa potem izvolite. Ja, jaz bi se z Jocem popolnoma strinjal, to vse, kar je povedal in bi kvečem nadaljeval. Če začnem kar pri ameriškem generalu. Zdaj, v naših krajih je navada, da marsikdo lahko marsikaj reče, pa nikome ništa, kot smo radi včasih rekli. Zdaj, za tako visoko šaržo ameriške vojske jaz ne bi tako z levo roko pač odpravil. Tako da jaz mislim, da vsaj nekaj malo časa je treba si vseeno vzeti za razmislek, kaj ne bi pač to pač pomenila. Za Evropo pa tudi ni edini, ki to opozarja pač na to. Dobro vemo, da je veliko vezano na uspešnost projekta Evropa ali pa projekta Euro. In kaj se bo zgodilo z evrom, ta moment še ni čist jasno. Seveda si noben ne želi v Evropi, saj jaz nisem opazil v nobenem mediju takšnih zapisov izrazitih, da bi pač evro bil ukinjen. Medtem ko scenariji seveda so pa lahko vsakosortni, če pride do ukinitve evra in posledično mora biti tudi Evropske unije. Ker projekt Evropskega združevanja je v glavnem temeljil na tem, da bi v Evropi prišlo do malo bolj trajnega miru, ker Evropa je imela vojne pač skozi. Jaz temu rad rečem, da je pač mir začasno stanje med dvema vojnama. Zdaj seveda, če samo do zadaj pogledamo, če se vse odvrti nazaj, se pač bližamo lahko tudi kakšni vojni. Tako da to na koncu ni izključeno. Zdaj, a evro bo ali evro ne bo, to je stvar seveda kakšnega leta ali pa dve, če preživi še neke 2 leti, pol bo verjetno preživel. Odvisno, koliko uspešno se bomo federalizirali v Evropski uniji. Glede tega obrata na neke teme o trenirkah, pižamah ali tako nekaj, bi rekel, je tako, težo tem pogledom dajte mediji. Tako da, če mediji temu ne bi dajali takšne teže, bi verjetno lahko razpravljali o čem drugem. Tako da mediji se zelo radi prikazujete kot neki neodvisni, mi tam nekaj gledamo pa poročujemo. V resnici pa v veliki meri temperate tempo družbene debate, ki je za ta čas, ta debata, v kateri smo danes začeli, pa ta fašizem, pa pižame, pa to, je v tem resnem trenutku, po mojem mnenju, skrajno neprimerna. Mislim, da je bilo bolj pomembno se pogovarjati o tem, kako pravzaprav sploh reševati to situacijo, ki je težka. Izvolite. Kar se medijev tiče, oni izgubljajo na svoje moči s tem, ko se krepi informatika. In zdaj so mladi in tisoči tako med seboj povezani, da ni več vse na medijih. Kar se pa ameriških generalov tiče, je pa takole, oni vedno potrebujejo izjave za samo Ameriko. Oni morajo ustvariti Pentagonu primeren proračun. In proračun ustvarjajo tako, da opozarjajo na neka krizna žarišča. Sej vojska je neko glavni biznis, če tako pogledamo. Amerika izvaža vojno. Amerika je neto uvoznik stolov, brisač, čevljev, avtomobilov in tako dalje, izvaža pa vojno. In tudi svoje probleme rešuje koncem koncev z generacijo kriz po svetu. Tudi delno. In si jih obenem tudi ustvarja. Se pravim, da jih generira. Da jih ona. Ampak tudi navznotraj jih ustvarja, mislim. Ni pa mogoče zanikati, da so te razmere po svoje izredne v Evropi.
in da 20 let potem, ko smo govorili o koncu zgodovine in o tem, da so konflikti v evropskem prostoru preteklost, ki se ne bo nikoli vrnila, in ko je padel berlinski zid in ko so veliki sistemi propadali, se nam na nek način na mizo vračajo stara vprašanja. Točno. In mislim, da je z tega vidika to opozarjanje, in ponavljam, ni bil general ameriške vojske tisti, ki je prvi omenil vojno, Sarkozy je v Bruslu omenil. Ja, ampak Sarkozy je mislil nekaj drugega, veste, gospod Bavčar. Jaz ne vem, kaj on mislil. Rekel pa je, da če se ne bomo zmenili, da se bo Evropa vrnila v čase, ki so jih zaznamovale vojne. To je rekel. Poslušajte, mi smo imeli 100 let vojne med Francijo in Nemčijo. In na to je on mislil. Sedaj smo premostili ta trenutek prav zaradi tega, ker imamo evro. Evropska unija je nastala zaradi tega. In jaz danes pri najboljši volji ne morem videti enega posebnega konfliktne situacije med Nemčijo in Francijo. Ampak kvečemo bi rekel, med Evropo in Veliko Britanijo. Ampak ne šalimo se in ne govorimo o vojni. Gospod Pirjevec, zdaj, če se vrnemo na te slovenske, kako pa... Ja, izvolite. Jaz se še vedno želim vrniti k tistemu vprašanju. Predvsem rekel, da se zelo strinjam s tem, kar je povedal gospod Gantar, da je bilo neko vprašanje povsem obrobnega pomena, nenadoma postavljeno v ospredje, mogoče zato, da bi se odvrnila pozornost od drugih problemov, o katerih govorimo, ki so veliko resnejši. Vendar je prav, da tudi o tem spregovorimo nekaj, kajti šlo je vendarle za neko medijsko poseganje, ki se je pa pravzaprav začelo že takoj po volitvah. Najprej z direktnim pozivom predsedniku SDS, kdaj bo odstopil, potem pa pomenljivo. Tisti dan, ko se je vlada potihoma zadolžila še za 1 milijardo evrov, to ni bil osrednji problem v medijih, ampak osrednji problem je bil ta, da se predvideni mandatar Janković in predsednik SDS-a Janša ne morete govoriti o kraju srečanja. O tem pa nič. In če dovolite, da se zdaj vrneš tiste zadeve o tistem pismu, to izraženja o trenirkah so seveda popolnoma neprimerna in jih jaz se ne morem z njimi strinjati, moram reči, to je zame nekaj neprimernega, ni sovražni govor, da se razumemo. Tu bi tudi moral opozoriti na dvojna merila v Sloveniji, ki veljajo v Sloveniji glede sovražnega govora. Poglejte, volivci Nove Slovenije so bili v predvolilnem obdobju s strani novinarjev v medijih označeni tako rekoč kot drugorazredni državljani, nekoliko malo ostali, zato ker so kristjani, ker so verujoči. To pa mi pa smo. Volivci Nove Slovenije pa so to opazili. Vendar to je šlo mimo. Sicer te zapisi ostajajo. Kot je šlo povsem mimo tudi, koliko vidi mimo organov pregona, številne druge težke izjave glede smešenja iz storjenih zločinov zoper človečnost, ki so se zgodili na slovenskih tleh v povojnem obdobju, ali pa recimo izrazito tabloidno zasmehovanje iz enega od poslancev SDS-a in kar je pa res resno, iz članov njegove družine, iz njegovih otrok, ki so jih primerjali z Hitlerjevim ministrom Goebbelsom, ministrom za propagando. Te zadeve so mnogo bolj izraziti primer sovražnega govora kot to, kar je na tem mestu navedeno. Vendar moram pa vedeti še nekaj. V tem zapisu vendarle to ni osrednji problem. Problem je nekaj drugega, kar v medijih ni bilo izpostavljeno. Izvolite, povejte, prosim. Jaz odobravam poziv predsednika države, ki je dejal, naj organi preiskave temu svetu vso pozornost, ampak upam, seveda, z vseh vidikov in nepristransko. Mislite, da se raziščejo tudi druge stvari, ki so... Naj se razišče, ali mora biti možnost glede sovražnega govora, ali pa tudi mora biti možnost, da je prišlo do kršitev zoper prosto odločitev volivcev. To je v 151. členu Kazenskega zakonika, ki seveda med drugim pove tudi to, da kdor s preslepitvijo vpliva na to, da nek volivec glasuje tako ali drugače, stori kaznivo dejanje. Pri čemer je treba povedati to, da Kazenski zakonik ne zahteva množičnega pojava.
Dovolj je, če gre za enega samega voljivca. Organi preiskave morajo zadeve pregledati in preslepiti. In tega ne preiskujejo v bistvu organi. Ne vem, upam, da bojo. Kaj ti, gledajte, še to bi tudi rad vedel, če nekdo posluša, prav je, da to ve in da sliši. Kdor enkrat pridobi državljanstvo Republike Slovenije, ga pridobi za vedno in za vekomaj. Nihče mu ga ne more odvzeti. To je njegova trajna in neodtujljiva pravica. In nihče nima pravice govoriti, da če bo recimo prišla na oblast neka druga politična opcija, če bi do tega hipotetično prišlo, da bi lahko nekomu ta opcija vzela državljanstvo. To enostavno ni mogoče. Namreč to bi hotel reči. Pri nas se vedno pojavi tole, kadar se pojavi problem, ki bi ga bilo treba ukarakterizirati, se nanese zraven še 10 drugih in rečejo vsi tisti, pa še unaj treba. In potem se vse porazgubi in na koncu ni nič. Je pa tole naredila glavna stranka in za eno dost relevantno skupino slovenskih. Objavlja je pač enega od mnogih dopisov. No, na svojem. Ja, kot objavlja mnoge, tudi delo objavlja različna mnenja. Tako da na svojih straneh. Reči, da je ta stranka že v predvolilnem času ustvarjala vzdušje napetosti. Sam pomislite recimo na tisto listo 300 izobražencev, med katerimi sem tudi jaz, ki so bili nekako poskrbirani. Meni se zdi, da je recimo tista poteza bila zelo nevarna in na meji legalnega delovanja. Gospod Pirjevec, ampak če vas vprašam, Liberalna akademija, vi ste tudi član Liberalne akademije, je recimo 30. novembra svari volivce pred Janšo. Glas za Janšo in nazadnjaško koalicijo z neoliberalnim in katoliškim predznakom pomeni tudi omejevanje niza človekovih pravic, so zapisali v Liberalni akademiji. Kaj pravite na to? Ja, jaz se v glavnem strinjam seveda, zaradi tega, ker se mi zdi, da je trend gre v to smer. Izvolite, gospod. Izvolite. Lahko ne vedete, kakšno konkretno pravico, ki je bila omejena za časa Janševe vlade? Ne. Lahko še gledate? Izvolite. Jaz bi gospodu Štrmu dejansko povedal, da jaz sem prepričan, da slovenski volivci niso tako neizobraženi, da ne bi vedeli, da je državljanstvo nekaj, kar ko pridobiš, je doživljenjsko. Mislim, da je to v vsaki državi. Tako da se s tem ne bi probal ustvarjati slike, da imamo tako neumne nove naše državljane, ki tega ne bi vedeli. Ne gre za neumnost, gre za strah. Ne gre za strah, ker te državljani to vejo. Enako velja za penzioniste. Je tudi propaganda, vam bodo penzije vzeli. Ista zgodba. Gledajte, ne, tu gre za strah, ne gre za neumnost pa za pametnost. Ne gre za neumnost pa za pametnost. Gre za povzročanje strahu. To pa je nekaj drugega. Ne gre, jaz mislim, da je to napačno gledanje državljansko, da odvzeti pravico državljanstva, da to ni noben strah in mislim, da se nobeden tega ni bavil. Mislim pa, da so mediji označili to izjavo ne zaradi tega, da bi bila upirjena proti SDS-u, ampak gre enostavno za to, da je ta izjava v bistvu na nek način izpostavila razloge, zakaj je recimo Janković zmagal in SDS zgubil. In mislim, da je zato aktualna ta novica bila, drugače pa ne verjamem pa v to, da bi nekdo ustrahoval nekoga iz Bosne ali Srbije, da bo zgubil državljanstvo, jaz v te zgodbe ne verjamem. Samo en stavek. Poglejte, kam so nas en teden po volitvah spravili politiki. Danes se pogovarjamo sedaj o tej izjavi. No, jaz bi rekel, mediji so bili tisti. No, dobro, politiki imajo vedno navado na medije. Mediji počenjajo svoje delo. Ampak nekaj drugega sem hotel povedati. Do konca samo. Poglejte, namesto, da bi se pogovarjali o koaliciji, o interesih Slovenije v tem trenutku, spet so nas porinili v eno... Oziroma, ta tema je zelo pomembna. Ta tema v osnovi rešuje, ali smo mi demokratična država, ali nismo. To je pomembno, se ne pravim. Naši bivši jugoslovanski narodi, ki so danes državljani Republike Slovenije, so Slovenci.
In mi odpiramo zopet eno tebo, ki jo nismo že prli že nekaj desetletij, da te naš narod delimo na južnjake in Slovence. Ne, tega pa... Ja, to dela to je ta tema. Zaradi tega so mediji reagirali, ker trenerke so prispodoba za južnjake. Takoj, gospod Gantar se je javil za besedo, pa predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, gospod Gantar se je javil za besedo, pa da dam istočnico. Zdaj, veliko se je špekuliralo o neki vladi narodne enotnosti, o tem, da bi morali dve glavne stranke skupaj stopiti, ampak kako komentirate dejstvo, da pravzaprav se gospod Janša in gospod Janković nista uspela dogovoriti za kraj srečanja? Ja, meni to deluje nekako tako, da se Janša pravzaprav boji vladojeta. Zato, ker to, da se ne more z njim zmeniti, kje se už dobil, plus tale afera s pižamami, kaže na to, da poskuša ustvarjati vzdušje, da se itak noben normalen ne bi z njim hotel potem niti več dobiti. Tako tudi imam jaz, da se Janša zelo izogiba temu. Sicer pa pač mislim, da glede na čase, v katerih smo, bi bilo nekaj takega absolutno pametno, zato ker situacija je toliko komplicirana, da je treba skupaj stopiti, da mogoče malo kontrolne opozicije, nič ne rečem, je že treba imeti, ampak situacije, kot so bile pač v prejšnji vladi, ko je zdaj dobra stvar debate, so to bili sindikati, to je bila opozicija, da so pač ključni referendumi padli. Jaz mislim, da bi zdaj v teh časih z nečim takim še nadaljevali, bo zelo slabo. V tem kontekstu mislim, da je bilo to pametno, ampak marsikaj, kar je pametno, se pač včasih ne da zložiti in mislim, da je popolnoma nerealno, da bi do tega prišli. Gospod Bavčar, vi ste zdaj sodelovali v mnogih sestavljanjih koalicije. Kako komentirate bistvo današnje dogajanje ali pa dogajanje te dni po volitvah v zvezi z sestavljanjem koalicije? Zdaj, gospod Janković je večkrat rekel, da z gospodom Janšo ne bo sodeloval v bistvu že pred volitvami, mislim. Kako to komentirate? Do takih izključevanj v predvolilni kampanji v vladah, v katerih sem sodeloval, oziroma v kampanjah, kjer sem sodeloval, pravzaprav ni prihajalo, saj jaz se jih ne spominjam. Mislim, da je z tega stališča predvolilna kampanja začrtala, po mojem mnenju, neka polja, ki so se zdela v času kampanje in tudi potem, ko je prišlo do rezultatov, pač nasprotna in ni kazalo, da bi se lahko iz tega pravzaprav izmotali ven v tem smislu, da bi prišlo do nekega sodelovanja med Zoranom Jankovićem in Janezom Janšo. Zoran Janković je večkrat tudi na zadnjih soočenjih zatrdil, da z vsemi ostalimi da, z njim pa ne. Tako da to, da se nista mogla dogovoriti za srečanje, je po mojem mnenju neko nadaljevanje te kampanje. Ja, v bistvu, mislim, da smo pričali nadaljevanju neke kampanje. In noben novum v tem mesecu, v tem kratkem mesecu in pol, ko se je seveda ta kampanja dogajala. Drugače pa, jaz sem sodeloval, mislim, da v koalicijskih pogajanjih za 4, če ne celo 5 vlad in tako kot sem rekel uvodoma, nobena od teh vlad ni nastala prej kot mesecu pa pol 2 in tudi sam ne pričakujem, da bi se to lahko zgodilo zdaj v bistveno krajšem času. Domnevam, da je hotel Zoran Janković svojo učinkovitost dokazati tudi na ta način, da bi zelo na hitro sestavil vlado, ampak vesti, ki prihajajo iz teh pogovorov, kažejo, da si to predstavlja zelo enostavno. Po drugi strani pa, bom rekel, tudi v teh debatah ne zasledim tega, kar pa zdaj je pravzaprav potrebno že dati na mizo in to je vprašanje programskega okvira te vladne koalicije. Kaj pravzaprav je to, na podlagi česa se med seboj pogovarjajo? Ker evidentno je, da ne bo mogoče uresničiti samo programa Pozitivne Slovenije, ampak da je ta koalicijski program pravzaprav nek seštevek ali pa bom rekel nek kompromis med različnimi koalicijskimi partnerji in sam bi pričakoval, vsaj prejšnje vladne koalicije smo sestavljali na način, da smo sedeli na zelo jasnih osnutkih programov in to so bile dolgotrajne, nekajdnevne, tudi
bom rekel, nočne seanse, na katerih smo tekste in seveda ukrepe usklajevali. Stvari gredo tukaj na popolnoma drugačen način. Domnevam, da je način vodenja in razumevanja sveta Zorana Jankovića tak, da se pač nič ne more zgoditi brez njega. To zna biti zelo naporno, kajti usklajevati program na vseh teh posameznih točkah brez jasnih kompetenc ljudi in ta njegova lista je sestavljena na način, da pravzaprav ne vidim neke druge linije, če hočete polkovniške, in ta ekipa, o kateri se govori, pravzaprav ni v ospredju, ni je videti. Tako da domnevam, da bo to še nekaj časa trajalo, sem pa prepričan, da bo na koncu vendarle prišlo do koalicije. Izvolite. Meni se zdi čudno, Evropa je danes v tem trenutku, v teh dneh, v eni strašni krizi. In o tej krizi mi Slovenci nič ne govorimo. In razpravljamo o možnosti programskih projektov, kako da bi bili na Luni. Meni se zdi, da je manevrskega prostora za katerekoli programe zelo malo, zaradi tega, ker nam itak vse narekujejo in so že določeni pravzaprav v Bruslju. Glavni ukrepi so tam določeni, recimo proračunski primanjkljaj, zadolževanje države, vse to. Mislim, v tem kontekstu, kaj lahko mi še odločamo? To je bilo znano že nekaj tednov. Ampak kljub temu je Zoran Janković ne samo pred volitvami, ampak tudi takoj po volitvah napovedal 4% povečanje gospodarske rasti, zmanjšanje javne zadolžitve, zvišanje zaposlitve in socialno varnost. In zvišanje DDV-ja. Jaz mu samo aplaudiram, če bo izvedel svoj program, če bo točno to zgodilo. Ker najavil je velika javna dela, se pravi železnico in podobno, in to posledično bo sigurno iz tega gospodarstva. Velika javna dela se ne more iti v štric za zmanjšanjem javnega zadolževanja. On pa ni povedal, odkot jih bo financiral. No, tukaj bi pa jaz tukaj bi pa mogel reči tole, da mi smo v teh naših razpravah v naši državi res hecni včasih, ali pa večino časa. In sicer določen pojem dobi stigmo, potem se v njem neha resno razpravljati. Recimo trenutno ima eno tako resno stigmo dolg. Zdaj Janković v svoji kampanji kot eno od svojih pomembnih prednosti velikrat rekel, da on razume bilance. In jaz moram reči, da mu jaz to kar verjamem, dvomim, da ostali na stvari toliko bilančno v življenju gledajo, kot gleda Janković. Seveda, če pa gledaš na stvari bilančno, je pa dolg samo vir financiranja za nekaj na aktivni strani bilance. Je čisto vse, to kapital je dolg. Pomembno je, kaj se zgodi z investicijo. Investicija seveda prinese večji donos, kot seveda stane obresti na ta dolg. To je pomembno. Ampak to je pomembno vedno in v vsakem primeru. Tudi če brez dolga vršimo neko investicijo, je pomembno, da je donosna. Ker če ni donosna, pomeni, da ne jedemo svojo substanco in imamo pač vsak dan manj. Se pravi, vsak dan imamo pač kapitala. No in recimo dolg ima trenutno eno veliko stigmo. Jaz pač mislim, da je naš dolg javni neproblematičen, problematičen je naš proračunski primanjkljaj. Zato, ker mi imamo tekočih prihodkov manj kot porabimo. To je problematično. Medtem ko bilanca stanja, da se tako izražam, pa ni problematična, ker smo med manj zadolženimi v državi. Tako da načeloma iz tega vidika je v državni bilanci še dovolj prostora za dolg, za recimo kakšna javna dela. Pomembno je samo to, da seveda ta javna investicija potem več prinese, kot ta dolg stane. To je pomembno. V državni bilanci pa spregovorimo nekaj s številkami. Torej, javna zadolžitev Slovenije je bila na začetku mandata Janševe vlade 26% bruto domačega proizvoda. Minister Bajuk in Janševa vlada je to znižala na 22% bruto domačega proizvoda. Vlada, ki smo zdaj imeli, je to skokovito pognala na 45% domačega BDP-ja, izjemno, dovoljeno je 60%, tako hitrega porasta bruto domačega proizvoda ni zabeležila nikdar nobena država Evropske unije. V 3 letih tako hitrega.
In če imamo mi še 15%, ga imamo zaradi odličnega stanja, ki ga je prijela še Pahorjeva vlada. Vendar mi ne smemo teh 15% mi ne smemo zapraviti in zakockati tako čez noč. Dobro, ampak zdaj, če se vrnemo na koalicijo, ne, Fitch recimo je zelo zaskrbljen, ne, zaradi agencija, recimo, ali bi se lahko v prihodnje znižala kreditna ocena Slovenije zaradi pričakovane šibkosti nove vladne koalicije in poslabšanja obetov v bančnem sistemu, ne. Zdaj, gospod Janković ne podpira privatizacije bank, recimo, ne. Gospod Pečečnik, kaj pravite na to? Jaz to težko... Oziroma, zdaj, če drugače postavim, gledajte, ena stvar, ki jo je pa predsednik SDS-a rekel po volitvah, ne, da bo težko s takšnim rezultatom, kot je bil na teh volitvah, se normalno vladati v Sloveniji, oziroma. Jaz bi na to odgovoril. Jaz se na bančne sisteme zelo slabo spoznam, niti nisem zasledil nekaj konkretnih rešitev gospoda Jankovića, kaj ima s tem namen. Ostanemo pri koaliciji, samo moment, ne bi pa rad, da bi spadal tako kot gospod Šturm, ko pravnik svetuje ekonomistu o bilancah, pa bi ekonomistu pripustil ta odgovor. Ja, še številkami. Ne, ampak če vas vprašam, če gledamo personalno sestavljanje te koalicije, ne, gospod Pahor je v bolnici, SD se pogaja med tem časom o vstopu koalicije. Na to pa nisem odgovoril, pa bi. Jaz sem že 2 dni po volitvah pozval, mogoče sem bil celo prvi, ki sem rekel, da se mi zdi, da bi bila koalicija SDS za listo Zorana Jankovića najprimernejše darilo naši državi, ker bi na večjih nivojih razbremenila trenutno stanje v državi, pa jih ne bom vseh naštel, ker jih več ali manj vsi poznamo. Mislim pa, da je tukaj v ospredju ni interes države in trenutne situacije, ampak so v ospredju osebni egoti, ljudje, ki... Ministerska mesta se razljujejo zdaj. Mislim pa, da nam to ne prinaša nekaj dobrega v bodoče in zelo bi bilo lepo, da ne bom kaj drugače interpretiral to, če bi naši politiki v tem stanju, ki mislim, da se ga kar že malo zavedajo, znali in prerasli te svoje vsakodnevne egoistične težnje. Tako da to bi bilo zelo lepo iz moje strani. Če se na kratko, to velja za obe strani. Prele je vsak kriv, da ni prišel do sestanka med Jankovićem in Janšo, v tem mizu kar nenadoma obvisela na Janši. Gospod Šturm, jaz sem kolegijo... Enakomerno za oba. In še to še povem, gledajte, najbolj neutralno mesto za sestajanje za bodočo koalicijo je prav gotovo Državni zbor. Ampak to ni res. Za ta sestanek je krivec, da se nista sestala gospod Janša, ker je praksa, jaz sem govoril z gospodom Pahorjem, praksa je, da se novi mandatar vabi in da vabljeni pride k novemu mandataru. To ni napisano pravilo, je pa praksa in vedno... Novi mandatar, ki mu z izvolitvijo v Državni zbor preneha županska funkcija. Torej je tisto mesto vendarle nekoliko sporno. Najbolj neutralno mesto vendar je parlament, ne? In če bi resnično bodoči mandatar to želel, če bi bodoči mandatar to iskreno želel, bi prišel v Državni zbor, dvorano ga je čakala. Tako da, prosim. Jaz brezplačno ima dam moje poslovne prostore na Dunajski in ne se tam dobita. Ja, niso primerni. Moram reči, niso. Ne, veste kaj, pri... Ker predsednik države imel tudi tam svoje tiskovne konference, so primerni. Ne, zasebni prostori niso primerni za tako dogovajanje. Z vsem spoštovanjem do vašega dela. Bomo se vrnili, zdaj, če ostanemo samo pri koaliciji, ne zdaj, gospod Štuhec, kako pa vi komentirate to sestavljanje koalicije zdaj? Bila je ena koalicija napovedana pred volitvami na Zboru za republiko, ne, in sicer SDS, Nova Slovenija in Ljudska stranka, in mislim, da Ljudska stranka ima zdaj kar, da je omika nekako mogoče nekatere personalno, da bi šla vlada, ampak vztraja na tem, da ostane zunaj koalicije. Glejte, jaz seveda ne vidim sebe v vlogi sestavljavca koalicij. Po mojem je pa tako, ne. Najprej je treba pustiti Jankoviću
priložnost, da on sestavi, če jo bo uspel sestaviti, potem sploh ne vem, zakaj bi okrog tega še debatirali. On je volitve dobo, ima največjo odgovornost, mora videti, s kom lahko gre skupaj. To je stvar političnih strank, da se bo odločile. Če pa mene vprašate, kakšno bi si pa jaz želel, oziroma kakšno bi videl kot možno v primeru, da pa Janković ne bi uspel sestaviti koalicije. Kakšno? Potem bi pa videl SDS, SD, Virant, SLS pa NSI. To bi bila po vašem optimalna... To bi bila pol pa druga koalicija, če Jankoviću ne bi uspel sestaviti. Ampak jaz sem prepričan, da bo jo uspel sestaviti. Mogoče še gospod Jurjevec, mislim, kako vi komentirate v bistvu te današnje ali pa včerajšnje informacije o sestavljanju koalicije, predvsem recimo izjave predsednika SD-ja Boruta Pahorja, ker je očitno prišlo do spora z gospodom Jankovićem že na prvem sestanku. Ja, jaz sem, moram reči, nad Pahorjem zelo razočaran. Zaradi tega, ker pomislite, ta človek kot lider je pred 3 leti dobil 30% glasov. Sedaj je padel na 10%. In se je tisti večer po volitvah predstavil pred televizijskimi kamerami kako zmagovalec. Ja, v trojčku je zmagovalec. Mislim, ampak, če vi pomislite, je izgubil tretjino svojih glasov, je v bistvu uničil slovensko levico in obenem ne razume, da je za njega prišel čas, da se odstrani z političnega prizorišča. Ampak ravno današnje informacije govorijo o tem, da naj bi gospod Pahor se pripravljal na kandidaturo na predsedniških volitvah, oziroma ali bo zunaj koalicije ali znotraj... Levice ni uničil. Zoran Janković je rekel, da ni večjega levičarja od njega. Tako da verjetno od levice ni uničil. No, je pa vendarle treba povedati nekaj, da je levica na teh zadnjih volitvah v primerjavi s tistimi, ki so bile leta 2008, od 551 tisoč glasov, ki jih je dobila takrat, zdaj prejela samo nekaj nad 500 tisoč glasov. Torej, levica zabeležila padec 50 tisoč glasov. Ja, desnica je, brez Viranta je napredovala, vstopila je Nova Slovenija v parlament, za 13 tisoč glasov, če pa k temu prištejemo še Viranta, je pa kot nek umestni prostor, pa vidimo, da smo... Viranta ne marate čist. Ne, mi smo... Ne, gledajte, če mislite na izjave Zbora za republiko, ne, na Zboru za republiko smo samo dejali, da se ta lista, ki je nova, še ni izkazala. Če je resnično za vrednote, ki so Slovenijo leta 90 popeljale v svet svobodne demokratične družbe. Bo šla zdaj v koalicijo, da bo močna in trdna. Zdaj, gospod Bavčar, če se gremo na personalni nivo, ker koalicije so vedno vprašanje tudi ne samo, tako kot so bile volitve, v bistvu vprašanje liderjev strank, so očitno sestavljene koalicije tudi vprašanje razdelitve ministrskih mest in teh zadev. In zdaj, kako vi vidite ta razplet zgodbe z SD-jem, recimo pa z Pozitivno Slovenijo? Moramo se spomniti, da je Slovenija dobila izredne volitve zaradi tega, ker pravzaprav ni bil omogočen naskok na SD oziroma zamenjava predsednika te stranke Boruta Pahorja ni bila izpeljana. Od njega se je pričakovalo, da bo odstopil, da bo na mesto njega prišel nov predsednik in nov mandatar. To se ni zgodilo. Zaradi tega je prišlo do izrednih volitev. Nastal je nek občutek praznega prostora, kamor sta vstopili dve novi entiteti in Jankovićeva Pozitivna Slovenija je praktično ta prostor na nek način izpraznila in ga popolnoma posrkala vase, izginila sta LDS in Zares in utegne se zgoditi, in to je moj odgovor na vaše vprašanje, da bo utrpel, bom rekel, še dodatno izgubo tudi SD v tem času. Še posebej zaradi tega, če je res to, kar beremo, da obstajajo znotraj SD-ja velike razlike pri vprašanju vstopa v Jankovićevo vlado, se
po mojem mnenju lahko zgodijo prestopi iz SD-jevega poslanskega kluba. Govori se celo, v nekem trenutku se je govorilo celo o možnosti združitve Pozitivne Slovenije in SD-ja, kar bi seveda pravzaprav pripeljalo do tega, da bi izginila potem še četrta stranka, ki jo poznamo iz časov neposredno po osamosvojitvi. Poleg dveh, ki sem jih že omenil, in Jelinčičevega SNS-a, se to utegne zgoditi tudi SD-ju. Kar pomeni, da je to ena resna debata za SD, po mojem mnenju. Mislim, da kljub vsemu in ne oziraje se na to, da se moramo strinjati, da so ključna vprašanja v veliki meri definirana te vlade. Nekdanji predsednik države Milan Kučan je rekel, da v bistvu ima SD neko odgovornost in da je pozval, da mora prevzeti odgovornost. V bistvu. On je, bom rekel, to odgovornost na nek način tudi, lahko bi rekel, pravzaprav zahteval v tem času z jasnimi dikcijami o tem, da nima SD nobenega monopola nad socialdemokracijo. In sam ocenjujem, da je z tega vidika ta, bom rekel, dinamika med Pozitivno Slovenijo in SD-jem v resnici ključna za SD. Mislim pa, da vse kaže na to, da bo vendarle vstopila. Mislim pa, da se utegne njen poslanski klub, tudi izjave Boruta Pahorja to kažejo, oslabiti. Izvolite, gospod Tadej. Jaz poznam dobro razpoloženje tako v Pozitivni Sloveniji kot v SD-ju in mislim, da bo na koncu prišlo do koalicije. Tako da ne bo problemov več. Potem bo treba samo dodajati. In Virant je naslednji, ki je glede na število pomemben član koalicije. Če bi se te trije zbrali, potem seveda doda se Desus, SLS, če se hoče, in je konec. In imaš sorazmerno trdno koalicijo. Ja, če bi Virant stopil, bi imeli ta koalicija 52, mislim, da 54 se mi zdi. In pa imaš dokaj trdno koalicijo. Ampak, mislim... Jaz sem verjetno štel še une dva poslanca narodnosti. Ja. In ja, tista se običajno skušata državotvorno obnašati, to se pravi, da podpirata tako. Ampak recimo, gospod Tadej, kakšna bo pa tu vloga Pahorja? Zdaj očitno različne informacije so, po nekaterih ga gospod Janković ne želi videti v vlogi zunanjega ministra, ker se je zelo špekuliralo, po drugih on ne želi biti minister v tej vladi, oziroma ponujeno bo je bilo mesto predsednika državnega zbora. No, to, da je ponujeno mesto državnega zbora, sem slišal tudi jaz, je pa stvar taka, Borut Pahor je gotovo v neki specifični situaciji, čisto osebni. Najprej je bil človek, ob katerem je SDS zrasla, iz sorazmerno obrobne stranke v določenem časovnem obdobju. Potem je pa prevzel neko mesijansko pozo reševanja Slovenije za vsako ceno in začel izgubljati. In takrat je potem rekel, ni mi važno, naj izgubim svojo popularnost, naj stranka izgubi na rejtingu, moram izpeljati te ukrepe dalje. In potem so se pripetile volitve, v predvolilnih nastopih je bil, po mojem mnenju, zelo dober, zlasti, kar se tiče volilne baze. Zdaj seveda je pa pred osebno odločitvijo. Mislite, da ne bo v vladi? Mislim, v kabinetu ne bo sedel verjetno? Kot ne vem. To preprosto ne vem. Izvolite, gospod Pečečnik. Špekulira se, da naj bi bil on eden od, ne vem, 3 novih kandidatov, potencialni nasprotnik gospoda Danila Türka, predsednika države na naslednjih volitvah. In da se že v bistvu gledajo stvari naprej. Ja, jaz osebno mislim, da je Borut Pahor naredil napako, ker se ni udeležil
prejšnjih predsedniških volitev, takrat, ko se je odločal med parlamentarnimi volitvami in predsedniškimi. Drugače pa mislim, da bo za sestavo vlado Borut Pahor najtežji oreh. Predvsem mislim zato, ker v njem viri neke vrste razočaranje. On se je pokazal, da je sigurno eden najbolj poštenih politikov v tej državi in jaz osebno mu to tudi verjamem. Pokazal se je kot človek, ki se zavzema za svetlo prihodnost naše domovine. Pokazal se je kot pravi patriot. Ni pa imel morda pravih izkušenj in jih nima pri izbiri svojih sodelavcev, predvsem na ključnih ministrstvih, in bil je vpet v neki koaliciji, ki že od samega začetka ni delovala. Vendar skozi proces vladanja so se mu pripetile na poti določene kritične odločitve, ki jih je speljal oziroma jih ni mogel speljati zaradi neskladja v političnem in družbenem konsenzu. Na drugi strani je pa skozi volitve doživljal en poseben obdobje, kjer je bilo jasno videti, da se ne strinja s pretiranimi obljubami proti kot kandidatov. In mislim, da je bil v tem zelo, zelo suveren in mislim, da je bil v tem upravičeno prepričan, kajti z pozicije gledanja na trenutno situacijo v državi, v Evropi, ki on nedvomno najbolje pozna, se je velikokrat lahko smejal proti kandidatov, ki so praktično obljubljali nemogoče stvari. In mislim, da je ravno ta moment je njegovo največje razočaranje v tem, da je praktično izgubil te volitve zaradi tega, ker enostavno so drugi kandidati prepričali Slovence bistveno bolje, kot jih je prepričal on. Izvolite, gospod Perjevec. Sam tole bi Ja, rekel. izvolite, A se vam ne zdi, da je izgubljal te volitve že zadnja 3 leta? Je ustvaril eno atmosfero nezaupanja in, bi rekel, brezperspektivnosti v slovenski javnosti, ki je po mojem izredno zaskrbljujoča. Ni niti upravičena. Naša stvarnost je dosti boljša, kako izgleda ali kako so ljudje prepričani, da je. Jaz sem pravzaprav izreden optimist, kar se tiče naše bodočnosti. Ampak se boste strinjali z mano, da se je ustvarila resnično ena atmosfera malodušja, predvsem zaradi nezmožnosti Pahorja, da bi ljudi nekako prepričal ali da bi pokazal tiste liderske sposobnosti, o katerih vi govorite. Jaz se z vami na nek način strinjam, da je bilo ustvarjeno to malodušje. Mi podjetniki smo pač bolj konkretna bitja in ko bom videl, da bo nekdo drug to premaknil iz te točke bolje in hitreje, bom absolutno pritrdil vašem odgovoru. Skrbi me pa to, da morda ta nova prihodnost Slovenije ne bo šla še 3 stopnice navzdol. Ker v enem trenutku je okolje, v katerem živimo, in mi smo nedvomno majhno okolje, odvisni od integracije v Evropi, tudi je en velik razlog, kako se lahko razvija naša družba. Jaz daleč od tega, da sem zagovornik Pahorja, da je naredil vse najboljše, ampak samo hotel sem povedati, da je ta njegova reakcija do ostalih protikandidatov, ki so obljubljali preveč, bila upravičena. Samo na kratko, spočno Hec, pa pogledamo glase, izvolite. Glede tega, kdaj je Pahor bil mesija. Pahor je bil mesija pred prejšnjimi volitvami. Torej, njegova oseba je bila predstavljena v javnosti kot tisti, ki bo zdaj drugače vladal in bo vladal tako, da bo Sloveniji boljše. Potem se pa to ni uresničilo. Ampak tisti, ki so v bistvu zdaj največ pokasirali, ni Borut Pahor. Največ so pokasirali tiste 2 stranke, ki sta izpadle iz parlamenta in ki sta bili z njim v koaliciji in ki sta ne nazadnje tudi na njega kot na mandatarja stavile. Tako da jaz mislim, da Pahor ni prevzel vloge mesijanstva tekom svojega mandata. Ta mu je bila na nek način navržena pred tem, ko je postal mandatar, potem pa je seveda pokazal svoje realne sposobnosti. Te realne sposobnosti so pa spohtele v 3 letih.
Ampak dobro, zdaj seveda predlagam, da pogledamo glase, potem pa seveda o gospodu Jankoviću pa o gospodu Virantu, ki sta v bistvu tudi najbolj pomembna za kreiranje bodoče koalicije. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Gospod Gantar, kakšen bo pravzaprav na koncu sestava kabineta gospoda Jankovića? Glede na to, da... Ne povem. Ne, ampak špekulira se, da hoče imeti... Pravi, da si bo zadržal gospodarstvo, mislim, da finance in nekatere ključne resorje. Finance, okolje in zunanje ministrstvo. In zunanje ministrstvo, ja, točno to. Kaj pravite na to? Mislim, kako se bo v bistvu uskladil z gospodom Virantom, ki prav tako želi finančno ministrstvo. Zdaj, zadnja kadrovska ponudba je gospod, mislim, da Mojmir Mrak, v bistvu za finančnega ministra. Gospod Mojmir Mrak je bil imenovan tudi strani v okviru Pozitivne Slovenije kot možni mandatar. Tako da bo, če bi bil on, če bo hotel prevzeti, bo to idealna rešitev, kar se finančnega ministra tiče. No, zdaj, Zoran Janković je take vrste človek, da je navajen se koncentrirati na ne preveč stvari naenkrat. Tako da mislim, da je to normalno, da bo se z določenimi področji ukvarjal malo več, tistimi, za katere sodi pač, ali pa bo presodil, da so pomembna. In je znan potem, da bo tistem pač vedel vse. Zdaj, sestava teh ministrstev finance prav gotovo pašejo zraven, ker nekih realnih programov... To je njegovo, mislim, oziroma je najpomembnejši. To je podoben, kot bi rekli, veste, da direktor nič ne ve, kva se z financami podjetja dogaja. Jih moraš pač imeti pod nadzorom. Kdo bi bil pa po vašem najboljši finančni minister, recimo v tem trenutku, mislim? Špekulira se o gospodu Mraku, o gospodu Mramorju, v bistvu tudi gospod Šušteršič, mislim, da je že odstopil od tega. Vsi te, ki ste jih našteli, so sami kvalificirani ljudje, prav gotovo. Samo da bomo imeli... Če smem reči, mandatara in finančnega ministra, bo seveda to zakrpati primanjkljaj, ker prejšnja vlada je trošila 10 milijard, ustvarila je pa prihodek 8 milijard. Nastal je primanjkljaj, to seveda ekonomisti dobro veste, 2 milijarde letno, zaradi tega se je bilo treba zadolževati in zaradi tega je seveda tudi narastal dolg Slovenije in plačilo obresti. Zdaj bo treba tu doseči izravnavo, se pravi, doseči uravnoteženje. Ja, seveda ne, mandatar in finančni minister skupaj. Ona dva sta odgovorna za to. Gospod Bavčar, zakaj mislite, da si je gospod Janković zbral ravno ta 4 ministrstva, zunanje zadeve, potem okolje, finance in mislim, da... Gospodarstvo. Torej ne vem, tudi ne vem, če bo pri tem ostalo. In bom rekel, koalicijska pogajanja, v katerih je ena od strank, recimo Virantova, pride ven in našteje 3, ki jih ne sme imeti vodilna stranka zaradi upletenosti mandatarja v neke davčne, finančne in druge posle, kaže na to, da bodo ta pogajanja še zelo dolga. In človek bi si predstavljal, da je to taktika pogajanj, ampak to še kar traja. Bom rekel, tudi svet stranke je potrdil te navedbe, tako da jaz ne vem, zakaj si je te izbral, ampak imam občutek, da si je Virantova lista zbrala iste, enake. No, kako pa vidite to razrešitev tega v bistvu? Kar se mene tiče, jaz vidim, da bo gospod Virant imel velike težave, tako ali drugače. V kakšnem smislu mislite? Za poslanci, s poslansko skupino? Ne, on bo imel velike težave s tem, na kakšna trdna stališča se je postavil, ko je ustanavljal svojo stranko. S temi stališči je potegnil tudi nase del volilnega telesa, ki seveda od njega pričakuje določeno načelnost in ta načelnost se kaže skozi te resorje, ki jih nekako vztrajno zagovarjajo. Poleg tega lahko rečemo, da niti gospod Šušteršič, niti gospod Pezdir nista ta trenutek, recimo, ne poslanca, ne človeka... Čakata ministerski resor? Ja, dobro, čakata najbolj eden ali drugi ministerski resor, ampak gospod Pezdir je že naprej povedal, da bo neizprosni kritik, kar pomeni, da kakor hitro bo
pri tej listi prišlo do odločitev, s katerimi se gospod Pezdir ne bo strinjal, bo seveda iz lastnih vrst priletela kritika. In kot manjša stranka v koaliciji, veste, da vedno manjše stranke v koalicijah bolj nastradajo, kot pa nosilna stranka. Tudi zadnje volitve so to potrdile. Tako da Virant bo imel, po mojem, kar velike težave. Kakršenkoli kompromis bo skleno, v vsakem primeru bo nekaj pokasiral. Menda da je najbolj navdušen nad koalicijo gospod Pavliha, ker pričakuje mesto predsednika uprave Luke Koper. Izvolite. Jaz sem že kmalu po volitvah napovedal, da bo Zoran Janković brez težav sestavil svojo vlado, svojo koalicijo. Mislim, da gre zdaj le predvsem bolj za preigravanja. In kdo mislite, da bo v tej koaliciji Virant tudi? Glede na prestrukturiranje volilnega telesa, ki se je zelo disciplinirano, skrajno disciplinirano preuredilo iz LDS-ovih volivcev in zaresovih volivcev, so prišli deloma že kot poslanci, deloma pa seveda kot volivci v listo Pozitivne Slovenije, bi dejal, da bomo pravzaprav dobili podobno vlado, kot smo imeli že prej. To se pravi, v Pozitivni Sloveniji, ki vsebuje tudi volivce Zaresa in LDS-a, to je že slično s prejšnjo vlado, sigurno bo šla v vlado socialna demokracija, v tem ne dvomim. Kaj pa usoda Pahorja? Sigurno bo šel v vlado Desus, ta se tako rekoč ponuja že od samega začetka. To je preslikava prejšnje vlade. Novost je mora biti edino Virant, ki bi prišel zraven, vendar ta vlada bo seveda nosila vse probleme notranjih protislovij, ki jih je imela tudi prejšnja Pahorjeva vlada. Zaradi tega se zelo bojim, da bo v teh težkih gospodarskih preizkušnjah, pred katerimi stoji Slovenija, da ne bo mogla izkazati dovolj notranje kohezivnosti in stabilnosti, predvsem pa tudi, da ne bo mogla izkazati potrebno učinkovitost. Gospod Janša je takoj po volitvah napovedal možnost novih izrednih volitev, ne? Ne, ni napovedal, rekel je, to so analitiki, recimo tudi na tem mestu, sem jih sam slišal v vašem studiu, so to napovedovali že pred volitvami. Tako da... Izvolite, gospod. Jaz sem malo bolj optimističen in mislim, da bojo vendarle poslanci dojeli resnost situacije in da bojo pustili tiste svoje bivše prepirčke, razne interpelacije in tako naprej. Skratka, to, kar smo gledali leta in mesece po televiziji in se začeli ukvarjati z temi stvarmi, ki so za Slovenijo ključne. Ja, če ne bo pa tista stranka, ki tega ne bo počela in če bi res prišlo do predčasnih volitev, bo na teh volitvah kaznovana. Ampak to je vse če. Ja. Tako da o tem, po mojem, nima nobenega smisla govoriti. Dajmo govoriti bolje, kako urediti Slovenijo danes in, če mi dovolite, bi jaz dal en poudarek na našo zunanjo politiko, ki je bila v zadnjih letih izredno bleda. Kdo bo imel, če vas vprašam, špekulira se o tem, da bo precejšen vpliv na zunanjo politiko imel predsednik države Danilo Türk. V bistvu zdaj, glede na to, da Pahor pač tega resorja očitno ne bo prevzel, ne, v bistvu ne. Jaz bi sam želel, da bi naša zunanja politika imela en večji profil, kako ga je imela do sedaj, in da se ne bomo po svetu smešili, kako smo se v Združenih narodih zaradi tistega konflikta z, kaj je bil, Azerbajdžan ali kaj, z Azerbajdžanom. Jaz mislim, da Slovenija si zasluži eno bolj udarno, bolj profilirano zunanjo politiko, kako jo je imela. Ampak verjetno ni ključni problem zunanja politika, gospod Gantar. Zdaj, danes je recimo v Financah zanimiv članek, bodo elite požrle Jankovića ali bo Janković požrl elite, ne? Mislim, dobro strukturiran članek, kjer ugotavlja, da zdajšnje elite so preveč neučinkovite in premalo odločne, da bi lahko služile interesom Zorana Jankovića. Kaj pravite na to? No, jaz mislim, da se ustvarja preveč nekih takšnih zgodb, ki ne vem, čemu služijo. Jaz mislim, da ne bo tukaj nihče nikogar požaril. Elite se pač formirajo tako kot se in so vedno se in se pač vedno bojo. Skozi neke osebne dosežke pravzaprav.
Ne? In sej Ampak eno velikih vprašanj elite zdaj več. Ne? Mi moramo predvsem upati, da bomo dobili eno operativno in uspešno vlado. Ne? Ampak zdaj eno velikih vprašanj je že v bistvu vprašanje prodaje Mercatorja, recimo, ne, v bistvu, kjer se lomijo stvari v teh dneh, ne, mislim, kontradiktorne informacije. Ja, to je pa pri nas folklora, ne, da bi pa ne bi, pa bi pa ne bi, ne. Zdaj, mislite, recimo, nisem še slišal za konstrukcijo, ki bi bila ravno tako izpeljiva, pa bi bil ta tako zvani nacionalni interes lahko rešen, ne, ker skratka banke hočejo to prodati, ker morajo prodati, ker v svojih bilancah ne rabijo delati. Ampak gospod Janković je rekel, da se ne strinja nismo pa zgleda opazili to, ne, da gre za isto lastniško strukturo. Skratka, Mercator pa Pivovarna Laško sta bolj kot ne oba dva na pol državni lasti, ne, tako da se bi lahko okrog obrnili, ne, pa lahko zadržali Mercator pa prodali Pivovarno Laško pa Pivovarno Unijo, ne, ker tam pa ni te velike navezanosti na, bi rekel, dobavitelje in predelovalce tega in onega, ne, skratka predvsem hrane, kar se pri Mercatorju podarja. Tam prodajamo v bistvu vodo z malo hmelja, ne, in če bi to lahko prodali nekomu, pa verjetno bi lahko, če bi se tako odločili, ne, bi ravno tako dobili ta sredstva v slovenski bančni sistem, ne, tako da jaz mislim, da so te stvari rešljive, ne. Gospod Bavčer, ampak vendarle, če se ne razglejte, ključni problem je pa sanacija NLB. Ne. Ta veliki sod brez dna, ne, to bo preizkušnja vlade in tudi vladne koalicije. Kajti Virantova lista je le napovedala, da je treba banke prodati v celoti. Janković se pa s tem ne strinja. Ampak ob vsem tem pa nihče ni povedal na vprašanje, kaj storiti, ko bo potrebno banko ne samo navidezno dokapitalizirati, ampak tako dokapitalizirati, da bo na eni strani resnično na zdravih temeljih, po drugi strani pa da bo mogoče tudi ugotoviti, kam so šla vsa njena posojila in kdo je za to odgovarjal. Kdo je v okviru banke tudi to storil. To je tista naloga, ki jo mora nova koalicija storiti in ki jo seveda volivci od nove vlade, kakršnakoli bo, tudi pričakujemo in upravičeno, ne samo pričakujemo, tudi zahtevamo. Saj to je vse lepo in prav, kar ste povedali, ne? Ampak je to ponovno diskusija, ki tudi v našem javnem in političnem prostoru ves čas poteka in je škodljiva in nekvalificirana. To je vse, kar lahko na kratko v tem rečem. Spet se pogovarjamo, kot da smo na Marsu in da ne vidimo, kaj se okrog nas dogaja. Poslušajte, večino evropskih bank je praktično pred bankrotom. Večina evropskih bank, zaradi tega, kar se je pač zgodilo. Na svet monetarnih in finančnih oblasti Evrope je in tudi zahteve, da se evropske banke dokapitalizirajo za velik milijard evrov, med drugim Ljubljanska banka je tudi na spisku 400. Priporočilo je, da to naredi zasebni kapital, če ne bo mogel zasebni kapital, potem pa pač država. Ne. Vse evropske države to počnejo, sami ne bomo. Meni se zdi, da tukaj le nekaj ne bo prav. Ne. To je eno. Drugo, Ljubljanska banka je tako imenovana sistemska banka. S padcem Ljubljanske banke se zaplete marsikaj, ne. Lahko, ne. Naslednje, torej bančništvo deluje tako, da je med kapitalom in dolgom, ki ga banka ima, kar velika ročica, faktor 10, ne, kar pomeni, ne, 400 milijonov kapitala pomeni 4 milijarde bilančne vsote banke. Ne vem, če ste opazili, ne, ker želi se jih o bančništvu pogovarjamo, ECB je ročnost reodkupa nacionalnih obveznic povečal na 3 leta. To so dolgoročni viri, ki bi jih mi lahko izkoriščali, če bi jih želeli. Brez težav. Pogovarjamo se pa o tem, ne, v NLB pa več menjega dalja. Poslušajte, glavni problem v današnjem gospodarstvu je nelikvidnost. Ne? Zakaj pa je nelikvidnost? Zato, ker banke vlečejo denar iz podjetij ven, ker morajo pač vračati vire tujini. Naslednje leto naj bi slovenske banke vrnile 3 ali 4 milijarde. No, 4. Se pravi, to bo denar, ki bo potegnen iz sistema ven. Ne? To je zelo... Dobro, mislim, najhitrejš bomo zagnali ekonomijo, če bomo imeli likvidno Ljubljansko banko. Izvolite. Ja, ampak mora biti sanirana in še toliko. Moram se odzvati na vašo trditev, da
To je pa tema, o kateri pa ne smemo govoriti, oprostite. Ne, mislim, da je to tako pomembna tema, da o njej moramo govoriti, poleg tega pa nismo takrat prišli leta 90 v novo družbeno ureditev, da bi sedaj našel sistem, v katerem bi bile neke teme tabu. Ampak dobro, izvolite na kratko. Saj ne je tabu. Ampak to se roka ne o tem razpravlja. Saj to sploh ni tabu, se o tem veliko pogovarjamo. Pogovarjamo se samo, bi rekel, pogovarjamo se samo do točke Ljubljansko banko se ne sme dokapitalizirati in treba jo prodati. Pika. Ne, poglejte, banke. Enkrat smo se pogovarjali z Matjažem in je rekel, dobro, mislim si, da so to tvoje besede, da če se začnemo pogovarjati o lastništvu v Sloveniji, da ljudje in v politiki in sicer ne marajo domačih lastnikov, ki so močni, ne marajo države in ne marajo tujcev. Nekatere stvari se bomo pač morali dogovoriti od tega, ker vsi trije bodo morali biti prisotni, vsi te trije, bom rekel, in jaz mislim, da je tudi Ljubljanska banka in to, kar je res, ker tukaj bo treba sanirati jo, obstaja več možnosti od tega, da se pusti kontrolni delež državi, do tega, da se dobro, ampak če se vrnemo na izhodišče, ker smo pri koncu oddaje, v bistvu, razmere so... Nihče drug tudi ne bi zdaj volil sploh vložiti v Ljubljansko banko, kot pa mislim, razmere, gospod Gantar, pa ste dobro opisali razmere, in zdaj, če pogledamo še tiste zadeve, ki so se dogajale na začetku, kako bo ta vlada, mislim, zdaj kakršna, verjetno bo pač sestavljena iz teh strank, iz SD-a, iz Desusa in stranke gospoda Viranta, kako bo funkcionirala v takih razmerah, mislim, glede na to, da ima močno opozicijo, mislim. Ja, jaz bi tukaj prvo dodal, da se mi zdi pa nekatere stvari se mi zdi zelo nasprotujoče, Jaz nisem noben fan Pahorjeve vlade, ampak zadnje 3 leta smo napadali to vlado, da je neprestano ustvarjala ta bančni krč, ker ni financirala podjetij za njihovo normalno poslovanje, kar pomeni, da je večina zadolževanja Ljubljanske banke bila že pred to vlado upravljena. Danes te isti zahtevajo, da se ta stvar sanira nemudoma. Jaz sem za to Ljubljansko banko je treba obdržati in država jo mora sanirati. In tudi sem za to, da se Mercator obdrži in sanira, če se mislijo lastniki z njim ukvarjati. Vsekakor se mi pa ne zdi pametno, da v tem trenutku ponujamo to banko na trgu, ki je dejansko, kot je Matjaž rekel, sistemska banka in je pomembna za vsako poro slovenskega gospodarstva. Ampak zdaj, če gremo na kratko, še samo bistvo, ker smo praktično že pri koncu oddaje, gospod Štuhec, kako vi vidite bistvo, zdaj, če gremo malo naprej, mislim, jasno je, da se bo vlada, naj bi se oblikovala nekje do konca januarja, mandat naj bi bil podeljen do 20. decembra, mislim, okoliščine so pač opisali sogovorniki, kako bo delovala ta vlada po vaši oceni? Ja, to je težko biti prerok. Prvič je treba videti, kakšna bo sploh koalicija, o kakih stvarih se bodo dogovorili, o katerih se ne bodo, kaj bodo pustili odprto in tako naprej. Tako da res, mislim, to je težko reči karkoli za naprej. Lahko bo funkcionirala v redu, lahko bo imela težave in bodo tudi zunanje okoliščine se spremenile tako, da bo tudi sama imela velike težave. Ne vem, tisto, kar se meni zdi nekako pri tej zgodbi tudi nezanemarljivo, pa je vendarle vprašanje, koliko imajo ti politiki, ki so zdaj na novo prišli v politiko, tako rekoč, čeprav so bili nekateri že več časa v politiki, ampak vsaj vodstvene funkcije so sedaj na novo prevzeli, kakšne imajo tudi kontakte s tujino, s kom lahko dobro komunicirajo, evropski kontekst je vendarle pomemben kontekst, ni vseeno, od koga dobiš informacije, kakšne dobiš in tako naprej. To se je meni zdelo že pred volitvami en pomemben vidik in recimo zame osebno sta bila 2 kompetentna človeka na tem mednarodnem področju, to sta bila Pahor in Janša. Dobro, izvolite, gospod Perez. Jaz bi ugotovil naslednje, če mi dovolite. Mi smo govorili tukaj o raznih strankarskih razpartijah, smo govorili dosti o ekonomiji, nismo pa govorili nič o mladih, nič o znanju. In vendarle, jaz vedno trdim, naša Slovenija temelji na 2 stebrih. Na gospodarstvu in na znanju. Brez tega mi nimamo nobene perspektive. In sedaj dejstvo, da o tem nismo nič spregovorili, se meni zdi alarmantno. Dobro.
Ker, če mi dovolite samo še tole, jaz bi plediral, da nova vlada ne bo takšna ali drugačna, posveti več pozornosti tem bistvenim problemom. Gospod Šturm, kakšno bo ravnanje opozicije, v bistvu ne, v tem, glede na začetek, ki je pač se zgodil po volitvah, ni najbolj obetavno, to se pravi, se obeta v bistvu konfliktno razmerje, v bistvu. Ne, nikakor ne. Glejte, opozicija, glavna opozicijska stranka v prejšnjem mandatu SDS je vložila 248 predlogov v zakonodajni postopek, žal so bili vsi zavrnjeni. Vendar je bilo teh predlogov več, kot je bilo vladnih predlogov. Dobro. Skoraj še enkrat več. Gotovo je pripravljena, bom rekel, vsa pomladna stran, vse tri pomladne stranke, te nekoliko poznam, ne, sodelovati pri vseh tistih nujnih projektih, ki jih bo zdaj treba zelo hitro v državi sprejeti. Vključno najprej za stabilizacijo plačnega sistema, potem treba bo urediti, tako je, potem treba bo urediti seveda tudi vprašanja, kako čimprej zagnati zagon gospodarstva, kako sprostiti kreditni krč v bankah, kako povečati konkurenčnost gospodarstva. To so konkretni ukrepi, tu na razpolago so bogate izkušnje. Dobro. To niso nič še konkretno. Dobro. Gospod Ude, izvolite še zaključna beseda. Pripravljenost je za sodelovanje. Seveda pa mora biti pripravljenost za to na obeh straneh. Dobro, izvolite, gospod Ude. Sem prepričan, če bo opozicija delovala tako, kot je v zadnjem obdobju, nam bo slaba predla. Zato, ker je predvsem skušala zrušiti neko vlado, ne pa konstruktivno sodelovati. To oceno mislim, da si marsikdo deli. To se pravi, se bo morala že notranje preoblikovati, je to sploh sposobna ali ne, bomo pa videli. Bi pa samo en stavek rekel. Zanimivo je, da danes in na nobeni razpravi sploh se nismo pogovarjali ne o teh nemirih, ki se pojavljajo, ampak o vsebini, ki je podlaga za te nemire. Sploh mi v bistvu sedaj saniramo v Evropi obstoječ sistem, ki temelji na prevladi finančnega kapitala. Kar je pa tega novega, pa odrinemo in rečemo, vrago, sej nimajo artikuliranih predlogov, sej pravzaprav sami dobro navedo, kaj hočejo. Mislim pa, da je to zelo resna tema, ampak priznam pa seveda, da v tem trenutku jo v Sloveniji izolirano ne moreš reševati. Dobro, jaz se opravičujem, ker smo presegli že krepko čas za našo razpravo, seveda bomo naslednjič povabili akterje te nove zgodbe, tako da zdaj se pritožba je, da niste povedali za... Izvolite, gospod Bavčer, pa če zaključne besede, samo na kratko, če lahko, ker... Prav gotovo bom rekel tudi ta vprašanja, s katerimi gospod Ude končal. Jaz sem en del tega zasledil v političnem programu Stranke Zares, ki je predlagala, bom rekel, neke nove vrednote, ki je govorila o bom rekel, nekih presežkih. Žal, moram reči, da jih volivci niso razumeli, mislim, da so dobili 0,6% glasov. Ampak sem že slišal teorijo, da se bosta Zares in pa LDS združila preko Liberalne akademije, v bistvu gospa Kresalova pa naj bi tako ali tako kandidirala na volitvah za ljubljansko županjo. Izvolite, gospod Pečečnič, na kratko, ker smo že res. Jaz upam, da bo Zoran Janković sestavil dobro vlado. Predlagam pa mu, da se vnaprej dobro dogovori, ker v prejšnji vladi ta dogovor ni bil dovolj jasen in konstruktiven, tako da je bilo vladanje težje. In jaz pričakujem, da se bo pač koalicija sestavila in da bo potek te vlade dokaj normalen, lažji, kot je bil zdaj, ker mislim, da bo bodoči premijer ali bo sestavil dobro vlado ali pa jo ne bo oziroma bo odstopil od tega. Izvolite, gospod Gantar, na kratko. Jaz tudi pričakujem, da bo Jankovićeva vlada uspešna, zato ker pač Janković je izrazit timski človek, kljub temu, da se mu skozi očita, da je avtokrat. Saj je avtokrat pri izvedbi dogovorjenega, je on avtokrat. Ampak drugače pa, kot imam jaz z njim izkušen,
daje velik podarek svojim sodelavcem, noče on z vsakim delati, tako da zato bo nekaj težav verjetno v sestavljanju koalicije, ker on pač bo vlado sigurno videl kot svoj tim, ne kot neke politične, morebitne nasprotnike, kaj podobnega, in si bo zbiral ljudi, s katerimi bo pač izvajal tisti program, za katerega se bojo dogovorili. Ste vedeli, kaj ga pa čakalo v parlamentu in kaj se je seveda dogajalo za strankarsko politiko? Dobro, jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji Vroči stol. Seveda, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Bomo pa v nadaljevanju seveda povabili tudi akterje teh sestavljanja koalicije oziroma dogodkov, ki nas čakajo do novega leta in po novem letu. Hvala lepa in lahko noč.